Dober dan, iz ljubljanskega studia 136, to so Vesti na vesti. Upam, da ste se imeli lepo med prazniki, da ste barvali jajčka. Mi smo jih. In pojedli smo jih. In žignat smo jih nesli. V Zares so podpisali sporazum o sodelovanju z Društvom Mladi za Kranj. Svetniška skupina Zares bo imela v Kranju tako najmanj 8 svetnikov. Nekateri naj bi prišli tudi iz vrst LDS. Predsednik Zares Gregor Golobič je ob tej priložnosti pojasnil tudi svoje videnje zadnjih zapletov v odnosih med Slovenijo in Hrvaško. Spomnil je na Blejski dogovor in predlog slovenskega predsednika vlade o arbitraži, ki pa je ostal nerealiziran. Tako da obstaja nek grenak priokus, da je bilo tisto takrat ne docela domišljeno, ne prav premišljeno, pa euforično sprejeto na hrvaški strani in koristno predvsem za predsednika hrvaške vlade Sanaderja, da je bilo to neka gesta slovenske strani, glede na to, da nič temu ni sledilo, in da morda lahko se nadejamo, da bo, ali pa se lahko nekatere stranke v Sloveniji nadejajo, da bo morda bili deležni neke take geste tudi v času pred našimi volitvami. To je tisto najslabši obet, ki si ga lahko zamišljamo, in ponovna eskalacija zdaj teh vprašanj tik pred volitvami oziroma v tem obdobju pušča grenak priokus. Golobič pravi, mimogrede, Golobič ali Golobič pomeni, če sem prav informiran, majhen golob. Golobiča imam na sumu, da je v sorodstveni zvezi z dinastijo Golob, torej tudi z Rokom Golobom, in imam ga na sumu, da si prizadeva priti na oblast samo zato, da nam bo potem pel in špilal. Mi bomo pa plesali. Golobič pravi, da ga nikoli ni zanimalo, kaj sta se Janša in Sanader pogovarjala pred volitvami 2004, ko jima je prisluhnila Sova. Zame je ključno vprašanje, ki izhaja iz dejstva, ki je nesporno, priznano se, da sta se pogovarjala, in da predsednik takratne opozicijske stranke Janez Janša v situaciji, ki je bila tako napeta, ni čutil za potrebno, da bi vsebini teh razgovorov sam, ne da bi mu kdo prisluškoval, obvestil takratnega predsednika države, predsednika vlade ali zunanjega ministra, ali na koncu predsednika parlamenta. Mirovni inštitut je ob predstavitvi knjige in temu pravite medijski trg organiziral pogovor o vlogi države v slovenskih medijih. Brankica Petkovič pa je med drugim opozorila na kontinuiteto težav pri urejanju statusa javne radiotelevizije. Delitve obstajajo vse skozi. Dan današnji so tako rekoč govorci enaki. Gospoda Janeza Jerovška najdete v dokumentih iz 91., 92. in na referendumu leta 2005 kot enega od govorcev, ki razlaga v imenu desne politične opcije, kako si predstavlja ta sistem. In ta sistem si povečinoma na podlagi analize dokumentov, ki razpravljajo govorci z desnega spektra, so si že v 90-ih začetku razumeli kot servis, pri katerem se ni treba pretvarjati, da politika ga ne obvladuje, ampak se je treba sprejeti dejstvo, da tiste stranke, ki zmagajo na volitvah, so pač zmagale, so dobile mandat, da upravljajo državo, enačaj RTV, in je to treba sprejeti kot zdravo dejstvo. Vroča novica, v opuščeni tovarni Rog so takole dramatično napovedali svojo tiskovno konferenco. Po noči je v avtoritarni in nasilni maniri tovarno Rog obiskal župan Ljubljane Zoran Janković in od uporabnikov prostorov zahteval, da jih zapustijo v 30 minutah. No, župan je kasneje sporočil, da je prišlo do kršenja dogovora med občino in uporabniki Roga, saj naj bi tam ob županovem obisku, prebivalo več 10 ljudi. Opa, Andrej Kurnik nam je pojasnil, da so na obisk prišli nemški nomadski rokodelci. Kulturniki, skratka. Se mi zdi, da je ta županova reakcija na naše goste iz Nemčije pravzaprav zelo indikativna in pravzaprav simbolna. Zdaj gre za to, da očitno župan ne razume vprašanja multikulturnosti, ne razume multikulturnega dialoga, ne razume, kaj je to pluralnost. Skratka, v svojih politikah, tudi ki jih izvaja recimo nad začasnimi uporabniki in uporabnicami Rog, pravzaprav je to politika nekega Gleichschaltanja, uravnilovke,
totalitarizma različnih zgodovinskih provenienc, od kolonializma, križarskih vojn do stalinizma in danes neoliberalizma. Ob zaključku tedna Univerze na Primorskem so na slavnostni akademiji podelili plakete in priznanja ter imenovali častna doktorja Borisa Paternuja in Livija Jakomina ter častna senatorja Mitjo Guština in Tomaža Pisanskega. Tega poznam, matematik. Sem prav njegove, ker sem bil mehen v reviji, kaj je bilo neka matematična revija. Zbrane je nagovoril tudi pisatelj Boris Pahor. Gospod Rupel pravi, ja mi iz rokavicami. Ja, ma tudi z rokavicami lahko narediš tako, da ti svojo čast braniš, ne da se umakneš, ker res. Sploh se fašizem niti ne sme omeniti. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kulturac. Pankrti so se na svoji turneji ustavili v legendarnem trboveljskem Domu Svobode, kjer so prvič nastopili pred 3 desetletji. Žur je bil tako dober, da so enemu izmed obiskovalcev med stage divanjem izpadli zobje, zato je na koncu koncerta vse prisebne po mikrofonu prosil zanje. Če bo kdo našel sprednje zobe, so moji, je vpil. Vem, kaj si mislite. Mislite si, Jonas, a se je res treba iz vsega zajebavati? Ampak ne, to je bilo čist res. Bilo ljudi, ne vem, spet 3-krat več. Malo problemov, ki so nadovolili manj ljudi, ampak bomo že zdržali. Mislim, da bodo te ljudje, ki so noter naredili še večjo žurko. Imamo se dobro. Na gospodarskem razstavišču pa je nastopila od Perčija Gnusa nekoliko privlačnejša kraljica aspirina Seka Aleksić. Pred več tisoč glavo množico je hit Aspirin zapela kar 5-krat. Ne. Kako gre? Ne poznam štikelca. Aspirin? Dober je. Naše mnenje? Seka je prav dobra pička. Opravičujem se za ostro besedo, drage gledalke, dragi gledalci, ampak takšnemu ženšetu se pač ne da reči drugač kot pička. Oblači se kot pička, nosi se kot pička, šobi se kot pička, nastavlja se kot pička in če nekaj diši po pički, po mojih izkušnjah, je najbrž pička. V Mariboru so šokirali mladi Japonci Electric Eel Shock, ki so v pekarni nastopili pred bendom Kultur Shock iz Seatla, torej nekakšen dvoboj šokov. Ne, dvoboj šokov. Dvoboj šokov. V Portorožu so priredili 10. festival Malvazije, na katerem so se prepletali okusi Malvazij 51 razstavljalcev. Zavest pa je vers s pesnjo Tone Pavček. Zlatorumena Malvazija se s soncem brati in z obalo, pa jo zato vsak pivec hvali z usti polnimi užitka. Še vreme? Sneg. Ma kakšen sneg? Kakšen sneg je to? Ne me jebat, no! To ni noben sneg, to ni nič, to je neka brozga. Stupljen je bil že kaj padal. Ja, pa brada mi tudi raste, dejte mi mir, snemam film. Moram. Jebeni Vinči. In ne sam, da sem star, ampak sem fajn tečen, tako da... Alo? Mihi? Ne me jebat. To je to. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile vesti na vesti. Vidiš, Marko, takle je ta naš poklic. Žalosten, ko se razdaljaš. Oni pa kar pluvajo neki. Moja
bombe.